obiskovalci, dober večer. Knjižnica Brežice in Dolenjski list sta sodelovanju s knjižnico Mirne Jarc Novo mesto pripravila okroglo mizo ob 60-letnici Dolenjskega lista. Prisrčno pozdravljam Jožico Dorniš, direktorico odgovorno urednico Dolenjskega lista, novinarje Jožico Tepej, Bredo Dušič-Gordi, Martina Lozarja. Besedo predajam Jadranki Matici Pančič, ki jo bo pozvala pogovor. Lepa hvala. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu in seveda tudi v imenu knjižnice Mirne Jarca Novo mesto. Ta večer, ko je že kolegica omenila, posvečamo častitljivemu jubileju pisarni obletnici osrednjega regionalnega tednika Dolenjski list. No, začnimo z delom. Prva številka Dolenjskega lista je zagledala luč sveta 17. februarja 1950. Od takrat je do bralcev prišlo približno 3159, mislim, da številk, osrednjega regionalnega tednika za Dolenjsko, Belo krajino, Posavje in Kočevsko-Ribniško območje. Zanima me, gospa Dorniževa, s katerimi dogodki ste slavnostno obeležili ta častitljivi jubilej? Najprej vse skupaj lep dober večer, upam, da boste dobro počutili med nami. 60 let Dolenjskega lista smo in še bomo obeležili na način, ki ga najbolj znamo, to je, se pravi, da pripravljamo zanimiv časopis. Od začetka leta izhaja podlistek spomini upokojenih novinarjev, nekdanjih novinarjev, ki so ustvarjali Dolenjski list v začetnih obdobjih. Potem v januarju smo pripravili tudi posebno prevodajalsko akcijo, dali smo pobudo in povabili tako naše poslovne partnerje, kot tudi bralce, naročnike in seveda tudi zaposleni, nekateri so darovali kri. Potem pa v februarju, to je pač bil naš mesec, ko smo praznovali 17. februarja rojstni dan in 18. v četrtek je šla jubilejna številka Dolenjskega lista. Novinar Igor Vidmar, namestnik odgovorne urednice, je pri Dolenjskem listu že od leta, mislim, da 93. V Dolenjcu najpogosteje spremljate šport, pišete tudi seveda o drugih temah in o drugih področjih. Ampak izbira športne panoge in spremljanje športne panoge vam nikoli ni delala posebnih preglavic, seveda, saj ste bili tudi izvrsten športnik, končali ste tudi fakulteto za šport, torej lahko bi rekli, da ljubite šport z dušnim telesom in seveda tudi teoretično ga poznate. Zanima me, kateri športni dogodki, ki ste jih spremljali, so se vas kot novinarja najgloblje dotaknili? To je težko reči. Da bi lahko rekel sprejem Primoža Kozmusa, po olimpijski zlati medalji. Kaj tazga, ne vem, so imeli 50-70 let nazaj priliko dolenjski novinarji doživeti, ki je Leon Štupil prišel, ne? Pa zdaj, ko je Primož Kozmus prišel domov. S tem, da so Leona Štupla, ker se pripeljali vlakom, so ga nesel na rokah od železniške postaje, kot poznate Novo mesto, do centra mesta, ko je kar 2 kilometra, so ga nesel na rokah. Mislim, da je bilo Primoža Kozmusa bolj težje. Jožica Tepej. Lahko bi postali profesorica in bi poučevali slovenščino, na kateri od šol. Toda življenje od vas terjalo drugačne odločitve. Kot absolventka filozofske fakultete ste se zaposlili pri Gorenjskem glasu v Kranju in na ta način ste pravzaprav, lahko rečemo, zajadrali v novinarske vode. Poročili ste se in se z družino preselili v Brežice. V začetku v Brežicah ste pravzaprav postali tako njihova,
da so vam domačini na začetku vaše poti naložili kar nekaj funkcij. Nekdanji novinar Dolenjskega lista Ivan Zoran omenja, da ste poleg vsega drugega v Brežicah vodili Ljudsko univerzo in bili republiška poslanka. Ma ne? Ja, točno. Vinarske vode sem zajadala res že v Kranju, kot ste že povedali, in početniška praksa, početniško delo se je podaljšala v življenjsko službo. Tam sem se hitro, delo mi je bilo všeč, hitro sem se živela, imela sem veliko stikov z ljudmi in vse to mi je bilo všeč. Jaz te razlike zelo opažam, ker smo bili slabo opremljeni za začetek. Nisem dobila nič. Pisalni stroj je posodil mož, fotoaparat je bil moj in to so bili vsi pripomočki. Na voljo sem imela avtobus in vlak, po Brežicah pa kolo. Na začetku svoje novinarske poti ste bili pravzaprav ena od redkih žensk v novinarskem poklicu. Zanima me, kako so vas doživljali ljudje pri opravljanju vašega dela? Moram reči, da kar dobro. Zato, ker malce kdo začutil, ja, časopis, zdaj pa še ženska, ne? Novinarka Breda Dušič-Gornik, Štajerka, rojena še ravno na pravem bregu Save pri Brežicah, ko je enkrat omenila, ne? Stalnim sicer prebivališčem v Novem mestu, je vrsto let popisovala dogodke iz Brežiške in Krške ravnine, torej iz Posavja. Je specialistka za kmetijstvo in gospodarstvo. Zanima me, ali je zahtevno spremljati kmetijsko in gospodarsko dejavnost? Ja, zahtevno je rekla, da tako približno vsako drugo področje, kot smo že prej rekli. Je težko, predvsem, da sem najbolj vse spoznal, v resnici se pa ne. Tako, se moraš pač potruditi, poskušaš se informirati, koliko se lahko dobiti podatke, tako da si nekaj vsaj približno lahko enakovredni sogovornik tistemu, ki ga vprašuješ, da ga znaš vprašati. Novinar Martin Luzar je pri Dolenjskem listu že od leta, mislim, da je 90. Vi pokrivate, če se izrazimo v novinarskem žargonu, brežiško-posavniško območje oziroma območje med Sotlo in Ponikoj. Ali bi nam lahko povedali, kjer so pa vam najljubše teme? Diha. Letica, malo sem preverjal po nekih arhivih, 1987. Evo, še. Od leta 1991 sem pri Dolenjskem listu, od leta 1990, ja, sem pa tedaj. Tako da pojmo za Slovenijo sem že doživljal tukaj. Sicer pa, če naj rečem, kaj najrajše pišem, lahko bi ponovil tisto, kar je zlasti kolegica Breda rekla. Najbrž so to zgodbe z ene zadnje vsi o nekem mehnem človeku. V Rusiji bi bil to najbrž mužik. Za konec bi pa mogoče še nekaj povedali. Prebivalci širše regije smo ponosni, da imamo tako branjen odmeven neodvisni časopis, ki prebivalcem omogoča raznoliko in kritično informiranost, zlasti o lokalnih dogodkih naše regije. Brez njega bi bila naša informiranost o demokratičnih procesih in dogodkih v družbi nepopolna in pomanjkljiva. Zato je prav, da izrečemo zahvalo novinarski ekipi in kolektivu Dolenjskega lista za kritičen in družbeno angažiran ter seveda politično neodvisen regijski tednik.